Gledate gorenjska poročila na GIF TV. V Kranju so slavnostno prevzeli 4 od skupno 8 naročenih sodobnih avtobusov na električni pogon. Vsa 4 vozila, ki nosijo imena znamenitih Kranjčanov in so v tem slogu tudi polepljena, bodo v kratkem vključili v redni mestni promet. Kako ta pridobitev doprinaša k razogljičenju javnega potniškega prometa in kakšni so načrti na tem področju v prihodnje, so predstavili župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, direktor podjetja Arriva Bo Karlsson ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Z vključitvijo sodobnih električnih avtobusov v mestni promet so začeli konkretno in v trajnostno smer spreminjati tudi javni potniški promet. To je edina prava pot, če želimo ohraniti okolje, zdravje ljudi in kakovost bivanja. Smo se odločili, da se prijavim na razpis Ekosklada za 8 električnih avtobusov. No in na tem razpisu je bila najugodnejša varianta z podjetjem MAN. Za 8 avtobusov smo dobili subvencije strani Ekosklada v višini 2 milijona 800, torej 350 tisoč evrov po komadu avtobusa, medtem ko celotna vrednost enega avtobusa je 495 tisoč, tako da razliko je pokrila mestna občina Kranj, s tem, da bomo seveda potem jih dali v najem koncesionarju in z najemnino dejansko dobili poplačano tudi to kupnino. Prvi 4 bodo dejansko že zdaj v uporabi, zadnji 4 pa pridejo v konec leta, to se pravi v mesecu decembru jih pričakujemo. Imamo pa v načrtu še nakup dodatnih 12 električnih avtobusov. Približna flota, ki je potrebna za upravljanje javnega potniškega prometa, je tam okoli 18-20 vozil, tako da naša želja je, da bi v prihodnjih letih, še v tem mandatu, dejansko vse avtobuse na klasičen pogon nadomestili z električnimi vozili, z električnimi avtobusi, zato pripravljamo se še na nov razpis Ekosklada. Zdaj, glede na to, da je Kranj v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, seveda merimo ogljični odtis in tukaj je izračunan, da bo na leto dejansko 360 ton ogljikovega dioksida manj proizvedeno na leto, kar je seveda zelo velik prihranek, je pa dejansko mi moramo tudi naše občane opogumiti, da se tudi nekako opogumijo za nakupe avtomobilov. Jaz vsakemu predlagam, vsaj drugi avto, če je že potreben, naj bi bil električen. V ta namen v Kranju intenzivno pripravljamo oziroma postavljamo električne polnilnice. Kot sem že dejal, 34 jih je trenutno v lasti mestne občine Kranj, imamo jih pa preko 50, kar je dejansko trenutno zadošča. Ampak vidimo, da skozi več je električnih avtomobilov na cesti in dejansko bomo tukaj mogli biti še bolj aktivni. Vse pa še ena investicija, ki je bila nedavno tega v medijih omenjena, že dalj časa že vemo v Kranju, tukaj zraven nas naj bi Eles postavil res več kot 1000 megavatno polnilnico, seveda za ta tranzit, ki gre iz severa ali pa na jug ali pa ravno obratno, to se pravi, da bi res lahko Kranj postal en hub za električna vozila. Ti 12-metrski električni avtobusi omogočajo prevoz do kar 80 potnikov. V novembru so eno od vozil že testno vključili v kranjski mestni promet in tako pri potnikih kot voznikih zabeležili pozitivne odzive, zlasti zaradi udobnosti, prostornosti in tihega delovanja motorja. Slovesnega dogodka se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Jaz sem prav danes, pa da ne bom zdaj preveč navijaški, ampak res neizmerno zadovoljen, zato ker vidim, da Matjaž, župan Kranja z ekipo, ne dela samo nekih, pa sestavlja papirologije pa tako naprej, ampak res nekaj naredi. In če je podatek ta, da so tu prvi avtobusi takšni v Sloveniji in jih nimajo ne v Ljubljani, ne v Mariboru, ne v Celju, je potem se vidi, da grejo po pravi poti.
glede na to, da se zaveda, da je treba zdaj v teh časih na nek način trajnostno, zeleno razmišljati, tudi ne samo razmišljati, ampak tudi delati, moram reči, da jim samo lahko na nek način čestitam. Tako da verjamem, da bodo tudi druge občine, mestne občine, sledile tem vzorcem, ki se ta moment dogaja v Kranj, in da bodo tudi sami Kranjčani prepoznali, da so tukaj mogoče pa zdaj občina številka 1, kar se tiče trajnostnega in zelenega preboja. Vzpostavili so tudi polnilno omrežje na polnilnem območju v bližini sedeža Rive. Sam domet seveda se razlikuje, da tako rečem, od letnega časa. Poleti so te razdalje mnogo večje, tudi do 30% pride razlike, ampak domet za to dobrih 400 kW baterijami je dobrih 200 km, 240 km. Kar se tiče pa samih električnih polnilnic, 8 polnilnih mest bo, tukaj so 4 trenutno v uporabi, 180 kW, 2 polnilni mesti bosta na Zarici, tam kjer je pač naša komunalna cona, in pa 2 na sotočju Kokre in Save. Tako da ta investicija je bila pa malo manj kot milijon, natančno 970 000. Sredstva smo dobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v celoti, kar pomeni, da za postavitvijo teh električnih polnilnic ni bilo nobenega stroška. Dobavitelj je ABB, celotno izvedbo je pa izvedlo podjetje Riko iz Ljubljane. Naša ideja je, da proizvedemo najmanj toliko električne energije, kolikor jo bodo porabili ti avtobusi in kolikor jo porabijo vsa električna vozila, ki so zdaj v uporabi v mestni občini Kranj, v vrtcih, v osnovnih šolah in tudi v domu za upokojence. Pomena elektrifikacije prometa se zavedajo tudi v drugih podjetjih. Veliko razmišljate tudi o zeleni prihodnosti, na kakšen način v vašem podjetju in kaj ste pripomogli tukaj v Kranju? Ja, že kar nekaj let se ukvarjamo z elektromobilnostjo, zato ker vemo, da je to prihodnost ureditve prometa, in v Kranju smo pomagali pri zasnovi prehoda na elektromobilnost. Vse te polnilnice, ki jih vidite, potem v zaledju uporabljajo sistem, ki to krmili, ki to nadzoruje, ki zagotavlja obračune. Hkrati, poleg tega, da sistem zagotavlja kompleten nadzor nad polnilno infrastrukturo, pa zagotavljamo potem tudi aplikacijo, s katero lahko katerikoli uporabnik dostopa do polnilne infrastrukture v Sloveniji in v tujini. Primarno želimo promovirati to aplikacijo, zato ker pokrivamo horizontalno vse ponudnike elektromobilnosti, ker želimo, da je uporabniška izkušnja boljša, kot pa smo jo vajeni iz časov fosilnih pogonov. To pomeni, uporabnik, ko pride do polnilnice, se mora identificirati, na enostaven način plačati, na enostaven način in polniti brez težav in brez zapletov. Ker to je predpogoj, da bo lahko elektromobilnost res zaživela v polni meri. Kar se tiče strojne opreme avtomobilov, država mora več narediti, da se subvencionirajo nakupi. Cene moramo zmanjšati. Proizvajalci se trudijo, ko bomo to dosegli, bomo potem lahko pospešili ta prehod. Polnilne infrastrukture v Sloveniji glede na evropsko povprečje imamo nadpovprečno, tako da to se ni za bati. Ko se bo tu pojavil manko, bomo sproti nadgrajevali. Nas je kar nekaj ponudnikov in polnilna infrastruktura se gradi pospešeno. Tako da vsi, ki pravijo, ne bo dovolj polnilnic, ne bo dovolj elektrike, se motijo. Polnilna infrastruktura bo, samo uporabniku prijazno izkušnjo rabimo narediti in potem bomo dosegli te cilje. 4 električni avtobusi bodo vozili na vseh linijah, ki pokrivajo soseske v Kranju. Vozniki in vzdrževalno osebje so opravili obsežno usposabljanje, da bodo popolnoma opremljeni za upravljanje in vzdrževanje teh vrhunskih vozil, ki poleg okoljskih koristi ponujajo tudi izboljšano varnost, udobje in zanesljivost za vse potnike in voznike. Verjamemo, da trajnostna mobilnost ni samo trend, ampak ključna misija, ki jo moramo prevzeti prav vsi.